Si predstavljate, da kupite nadstandardno, zelo drago stanovanje, po 4 letih pa je v takšnem stanju, da v njem ne morete več živeti. To se je zgodilo več kupcem stanovanj v soseski Brdo v Ljubljani, ki so jim stanovanja začela plesneti zaradi napak v hidroizolaciji. Medtem ko stanovanja Republiški sklad zdaj sanira, morajo družine živeti v nadomestnih, najemniških stanovanjih, celotno opremo pa so morali dati v hranjenje. In ker sem začela že opažati določene zdravstvene posledice te plesni, sem prosila sklad, da mi zagotovi nadomestno stanovanje za čas ugotavljanja in sanacije tega zamakanja. Ker mi ga oni žal niso bili sposobni zagotoviti nadomestnega stanovanja, sem se organizirala sama. Pokazala se je ogromna plesen, mislim, to je res težko zapovedati. No? In največji vzrok je to, da je prišla voda znotraj v bistvu hidroizolacijskega ovoja. No, kako kakovostne so torej novogradnje, ki se praviloma vse oglašujejo kot nadstandardne? Na koga se sploh lahko obrnete? Kako lahko kupci sploh vemo, ali smo stanovanje, ki naj bi bilo za vse življenje, sploh dobro zgrajeno? 24-ur inšpektor po oglasih. Zeleni gaj na Brdu leta 2017 in takrat 82 novih nepremičnin Republiškega stanovanjskega sklada. Idilična podoba, bajer, zelenje, igrišča, raj za mlade družine. Takrat je direktor sklada Črtomir Remec takole pojasnil, komu je namenjen ta luksus. Srednji pa višji srednji sloj. Mladi pari pa so bili takrat v pogledu na cene stanovanj kratko malo šokirani. Atrijska so stala do 350 tisočakov, dupleksi do 470 tisoč evrov. Rabimo, se mi zdi, na 60% večjo plačo, kot je slovensko povprečje, kar je seveda absurd, ker nam je stanovanjski sklad delal stanovanje za tiste, ki imajo povprečno ali pa nižjo plačo. Ja, nekatere cene so res visoke. 3600 neto prihodka bi mogla imeti ena družina, da bi lahko financirala. Seveda, če gledate v celoti. Pričakuje se, da so to družine, ki imajo že neko nepremičnino stanovanje in trenutno so tudi cene rabljenih zelo visoke, tako da bojo z lahkoto prodali in pa seveda za razliko pač vzem kredit. In so ga za 20-30 let. Za nova nadstandardna stanovanja na elitni ulici Ivane Kobilce. In danes kalvarija Monike Malgar. Po le 4 letih od vselitve je njeno nadstandardno stanovanje znova gradbišče, porušeno do 3. gradbene faze. Razlog? Obilno zamakanje z več strani in posledično plesen. Čemer sem takoj obvestila sklad, da očitno nekje nekaj teče po nekih stenah, seveda kar nekaj časa čakala na odgovor in tako. In po enem mesecu ugotovila, da pravzaprav pa meni plesen raste po več ali manj po vseh malčno-kartonskih stenah v stanovanju. So pošiljali njihove izvajalce pregledovati, pogledati, ugotavljati, ker v bistvu niso nič ugotovili. Šlo je tako daleč, da je imela kosmato plesen do višine 1 metra v praktično vseh bivalnih površinah. In ker sem začela že opažati določene zdravstvene posledice te plesni, sem prosila sklad, da mi zagotovi nadomestno stanovanje za čas ugotavljanja in sanacije tega zamakanja. Ker mi ga oni žal niso bili sposobni zagotoviti nadomestnega stanovanja, sem se organizirala sama. Januarja je morala spakirati vso svojo lastnino, odmontirati vso opremo in se preseliti v najem. In ni edina. Isti problem je v vseh 3 atrijskih stanovanjih v tem objektu. Eni od sosedov so 4-članska družina, imajo 2 otroka. Prepričana sem, da nihče, ki ni bil v tej situaciji in nikakor ne more razumeti tega turbulentnega obdobja in te stiske, kako z 2 majhnima otrokova, govorimo o dojenčku in malčku, da se to preseli vse v celoti. In za vse so morali poskrbeti sami. Govorimo o popolni selitvi, torej celotne opreme, stanovanja, vse v celoti smo preskrbeli sami, od selitve do torej tudi hrambe, opreme in tako naprej. Sklad sicer povrne nastale stroške, vendar pa si marsikdo v kreditu težko privošči še varščine za najemna stanovanja in najemnine, ki jih je treba plačati vnaprej.
Monika Malga je zato, da bi prišli napaki do dna in da čez nekaj let ne bi bila v enaki situaciji, na lastne stroške najela Zavod za gradbeništvo, ki je izdelalo poročilo in smernice za sanacijo. Tem poročilom, ki smo ga sami financirali lastniki, smo potem uspeli dokazati in doseči, da je stanovanjski sklad pričel sanacijo. Kje je Zavod za gradbeništvo ugotovil ključne težave, nam je pokazala Jerca Zidar, ki so jo kot strokovnjakinjo prav tako na lastne stroške najeli lastniki stanovanja. Da je glavni vdor vode iz tega kanala, ki nima nobenega odvodnavanja, tle je samo prodec, folija in prodec, pa izolacija, voda pa nikamor ne odteka in v bistvu stoji in je tukaj v tem vogali intenzivno zamakanje v objekt. Tukaj, ta škatla je bazen. Pričakovali bi, da bi bilo odvodnavanje narejeno vsaj to kineto, ne? Ja. Pa ga ni. Lastniki so zato od stanovanjskega sklada zahtevali celovito sanacijo, pa niso našli skupnega jezika. V strahu, da bi jim nepopolno sanirano stanovanje z estrihi zaprli nazaj, so sami nadzirali dela. Takšen način odpravljanja napak je za stanovanjski sklad zelo drag. Treba je plačati nadomestna stanovanja, hranjenje opreme in tako naprej za v bistvu zdaj trenutno 3 lastnike stanovanj. In gotovo je v interesu, da bi se zadeva čim bolj pohitrila. Pohitrila pa na način, kot se zdaj začel dogajati, da bi oni lepo finalizirali, kar je noter popravili, zamenjali stene, naredili tlake in se ne preveč ukvarjali s tem, kaj je pravzaprav vzrok napake, ki je pripeljal do tega zamakanja. Da zahteve lastnikov niso pretirane, pravi inženir Jože Hafner iz Zavoda za gradbeništvo, ki je na objektu opravil meritve in odkril več napak. Pokazala se je ogromna plesna, mislim, to je res težko zapovedati. No? In vse te zadevšne skupaj so pokazale, da je pač enostavno spodaj vodo, ki jo je skoraj nemogoče v bistvu v kratkem času ali pa tudi srednjeročno odstraniti. In največji vzrok je to, da je prišla voda znotraj v bistvu hidroizolacijskega ovoja, zaradi slabe izvedbe pri oknih. Zavod je v svojih smernicah za sanacijo jasno poudaril, da je potrebno najprej prepoznati in sanirati vse vzroke za zamakanje. Na sestanku na stanovanjskem skladu smo se o tem pogovarjali in so se seveda strinjali vsi s tem. Stvari se niso začele izvajati na dogovorjen način, ampak se je najprej začela sanacija notranjosti. Na vzrokih odprave se ni delali nič. Tole je zdaj vidim prvič, da je sploh odstranjene so te cevi neustrezno izvedene. Vodja tega projekta na stanovanjskem skladu Borut Hafner te navedbe zanika. To ne drži. To ne drži. Nikakor. Imamo tudi dokazni material, fotografije, najprej se je v bistvu odkopalo po vodo objekta. Družina Malga je stanovanjskemu skladu očita neodzivnost, slabo komunikacijo in odsotnost nadzora nad izvajanjem sanacije. Načrtov nismo videli, čeprav so jih obljubili. Kaj se je zgodilo, kaj je šlo narobe in kako poteka sanacija, smo vprašali tudi izvajalca podjetje VG5, vendar pred kamero niso želeli, saj da je politika njihovega podjetja, da se medijsko ne izpostavljajo. Na skladu trdijo, da se je izvajalec celovito lotil sanacije in odprave škode. Ampak to šele potem, ko so lastniki na svojo pest najeli Zavod za gradbeništvo in dokazali skladu, da dejansko so napake, ki bi se ponavljale. Ne, to ne drži. Res pa je, da ta proces malo dalj traja. Kar se tiče nadzora strokovnega, bi ga moral zagotoviti investitor. Pa ga je. Jaz zaenkrat nisem videla tukaj nikogar. 2 dni po našem snemanju na objektu so na delovišče prišli tako direktor podjetja VG5 kot predstavniki sklada in nadzornik sanacije. 4 dni kasneje pa nam je predstavnik stanovanjskega sklada, čeprav smo za pogovor prosili direktorja sklada, zagotavljal, da je vse v najlepšem redu. To je zdaj vse nastavljeno, tako da vse to poteka. Aha, zdaj je nastavljeno? Ja. Vse smo šele zdaj začeli v bistvu s celovito sanacijo. Po navedbah sklada naj bi bila sanacija končana do začetka junija, a Monika Malga je zaupanje vanje izgubila. Sklad pravzaprav bi moral biti naš partner, mi smo se na njih zanesli, smo kupili te nepremičnine. Tisto, ki smo ga dobili odnašanje, ki smo ga pa zdaj prejeli, pa kot da bi bili mi njihov sovražnik. Očitke družine Malga je odločno zanikal tudi direktor sklada Črtomir Remec, ko smo vendarle prišli do njega. To ni res. Mi imamo absolutno na vse smo reagirali, res pa nekateri iz tega poskušajo delati senzacije. Težave imajo
tudi v tej enoti soseske. Javno se ne želijo izpostavljati, saj je njihov primer na sodišču. Sklad namreč toži vse lastnike, 156 jih je, ker po njihovem mnenju so neupravičeno unovčili bančno garancijo za odpravo napak. So pač bile neke reklamacije in da se je to pač skozi neke postopke precej napihnilo. V tem delu soseske pa so imeli težave s prezračevalnim sistemom. Po 3 letih pregovarjanj, posredovanju odvetnikov in neodvisnih strokovnjakov pa je sklad vendarle naročil sanacijo in odpravil napake. Teoretično nadzor obstaja. Praktično je pa vprašanje. Tudi jaz, ki sem hodil na ta objekt na Jovane Kobilice, sem videl pač razne odre na raznih objektih, ki so bili stari 5 do 10 let, je se vse nekaj popravljalo. Remec zagotavlja, da je stanovanjski sklad zagotovo najboljši prodajalec, saj da napake odpravljajo še 10 let po izgradnji. Jaz mislim, da smo v primerjavi s privatnimi investitorji smo mi res prijazni in smo vsem zaenkrat odpravili. Ampak pričakovanja kupcev so od nas bistveno večja, kot so privatnih investitorjev. Na Brdu, glede na več kot 1300 zgrajenih stanovanj, so te, to se pravi, reklamacije nekje v mejah običajnih pričakovanj. Tudi v tujini je 10% cirka pričakovano. Napake v gradnji se seveda pojavljajo tudi na objektih, kjer so investitorji zasebniki. In v teh primerih je pogosto še težje reševati zaplete, kakor v primerih, ko je investitor javni stanovanjski sklad. Marsikatero podjetje gre namreč že v stečaj oziroma sploh ne obstaja več, ko se te napake opazijo. Koliko je takšnih primerov, pa je praktično nemogoče ugotoviti. Kakovost gradnje pri nas ima kar nekaj težav, pojasnjuje Jože Hafner iz Zavoda za gradbeništvo. Prvič je že projektiranje oziroma arhitekturna zasnova ravnih streh brez napuščav je neprimerno za naše okolje, ker imamo stalno vlago in pa v bistvu so potem fasade stalno mokre in se potem na teh fasadah začne nabirati plesen. Druga stvar je slabo projektirani detajli. Tretja stvar je pa slaba izvedba, skupaj s slabim nadzorom. Skoraj vsako novogradnjo v Sloveniji, zlasti zasebni investitorji, tržijo kot nadstandardno, pa ni nujno vedno tako. Tudi stanovanje Monike Malge je bilo prodano kot nadstandardno. Napak je veliko bilo v tem procesu narejenih, tako da nadstandard mogoče samo na zunaj videti. Kaj pa sploh je nadstandard? Nadstandard se štejejo neke kvalitetnejši sekundarni materiali. Naprimer, boljša okna, boljši parketi, boljša keramika. Objekt, v katerem se po 4 letih ne da bivati, ne more biti nadstandarden. Nekako, da ne to so ali so urejeni slabi materiali ali pa so detajli, ki so izvedeni tako, da ne omogočajo v bistvu normalnega življenja. Hkrati pa potreba po stanovanjih in to, da ljudje želijo biti lastniki stanovanj, da je treba hitro zgraditi čim več, čim bolj dostopnih stanovanj, ne more biti izgovor, da se dela nekakovostno ali nepremišljeno, pravi arhitekt Miloš Kosec. Kvalitetna stanovanja za vse ne pomenijo, da morajo biti vsa stanovanja luksuzna, morajo biti pa vsa stanovanja zdrava, kvalitetna, lepo sončena in z nekim osnovnim servisom za prav vsakega človeka, ki biva v njih. To so vedeli že v 50-ih in 60-ih in to so tudi izvajali v praksi. Ampak kako lahko posameznik sploh ve, kaj je kvalitetno narejeno? Če kupec kupi stanovanje v 3. ali pa mogoče 4. fazi, v tem trenutku ima še zelo velik vpliv na kvaliteto gradnje. V bistvu lahko si plača nadzornega, ki mu zaupa in ki bo res skrbel za to, da bo gradnja kvalitetna. Mogoče lahko tudi predlaga malo dražje materiale in potem nekaj doplača, kar je sicer boleče, ampak dolgoročno je pa to sigurno pozitivno. Problem je tudi hitrost gradnje danes. 3., 4. nadstropje zidajo, 1. pa pritličje pa že zapirajo z oknem, ni najboljša popotnica za sušenje tega objekta in to se kasneje vse pokaže. In kdo je odgovoren za kakovost gradnje? Gradbena inšpekcija je pristojna za gradbena dovoljenja. Uporabna dovoljenja izdajajo upravne enote. Investitorji pogosto prelagajo odgovornost na izvajalce. Izvajalci so večinoma inženiringi, ki prelagajo odgovornost na podizvajalce. Ti pa lahko gredo kadarkoli v stečaj.
začaran krog. Stanovanjska inšpekcija zdaj sicer deluje pod Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki obstaja šele nekaj mesecev, jo pa nameravajo v prihodnje okrepiti, pravi minister Simon Maljevac. Naš glavni cilj je, da predvsem se osredotočamo na najemniški trg, na razmerja med najemniki in tisti, ki stanovanja oddajajo. Trenutno pa stanovanjska inšpekcija upravlja nadzore tudi, kar se tiče etažne lastnine, razmerja med etažnimi lastniki in pa tudi razmerja glede upravnikov. Govorimo o težav, kar se tiče gradnje in kvalitete gradnje, pa tukaj pristojna tržna inšpekcija dejansko. Posameznikom, ki se znajdejo v težavah zaradi slabe gradnje, pravzaprav ne preostane nič drugega, kot da najamejo odvetnika in se spustijo v sodno bitko. To pa zahteva čas in denar. Bomo pa v okviru ministrstva ustanovili tudi posvetovalnico oziroma svetovalnico za najemnike in za vse, tako da se bodo lahko tudi direktno na nas obrnili. Konkretnih podatkov, koliko je sporov glede kakovosti gradnje, kakšne so težave na tem področju in koliko jih je, nimajo ne na inšpekcijskih službah, ne na ministrstvih. Dejstvo je, da je Stanovanjski sklad Republike Slovenije ujetnik, talec javnega naročanja in najcenejših ponudnikov. Morajo izbrati najcenejše projektante, nadzornike in najcenejše izvajalce, kar pa se lahko seveda pozna tudi na kakovosti. Angleži imajo dober pregovor, mi smo tako bogati, da bi kupovali poceni. In to bi se mogli tudi držati, ker ne gradimo samo za 5 let, gradimo za 50 let. Tudi soseske se gradijo za naslednjih 100 let. Izkazalo se je, da so nekatere stare soseske boljše za življenje kot nove, pravi Miloš Kosec, ki kot primer dobre prakse izpostavlja ljubljanske Fužine. Vsi vemo, da so dolg časa veljale za domnevno nezaželen kraj bivanja, za kraj nekih družbenih pretresov. Jaz sem večino otroštva mladosti preživel tukaj in vem, da smo Fužinci, da tako rečem, te kvalitete vrednote že takrat drugače. Zdaj pa s časom, z desetletji, ko se je vmesni prostor med stanovanji, javni prostor, parki, igrišča, rekreativne površine, javni servis razrastel, ko se je vrasel v mesto, ko so tudi drevesa se razrasla s krošnjami, ko je v bistvu ta soseska postala park stanovanj in vsem potrebnim servisom, se je izkazala ena bistvena razlika v pristopu gradnje. Da je pomembno upoštevati celostne potrebe ljudi, ne pa šteti zgolj kvadratne metre stanovanja. Kje bojo nakupovali, kje bojo vzgajali svoje otroke, kje bo knjižnica, kje bo ves zdravstveni servis. Iz tega stališča so Fužine vedno bolj primer dobre prakse. In pri tem je bilo ključno, da so v 70-ih, ko so jo umeščali v prostor, in v 80-ih, ko so jo gradili, delali na dolgi rok. Šole, javni servis, zdravstveni dom, srednja šola, vse to je bilo zgrajeno sočasno, ne čez 10 ali več let. Celovški dvori so po drugi strani primer slabe prakse. Ne samo sama stavba, kjer je mnogo neprimernih tlorisov, ni razmisleka že pri snovanju projekta, kako ljudje danes živijo. Predvsem se za nami kaže razmislek v vprašanju, kako čim več stanovanj na čim manjšem zemljišču zgraditi in potem prodati, pobasati denar in začeti isti cikl, po možnosti še v krajših rokih nekje drugje. Med stavbami ni veliko prostora, le malo za igrišča. Celotna površina je podkletena, zato tukaj nikoli ne bo res zelenih površin. Težava je tudi v neposrednji okolici tega kompleksa. Tukaj je samo spalna soseska, ki je poleg vsega še preglasna, nehumana, neprijetna za življenje. Država in občine bi morale poskrbeti, da investitor ne pobere samo denarja in se preseli drugam, ampak da poskrbi tudi za vse ostalo, kar je potrebno za kakovostno bivanje. Da se mesta, občine in tudi država v prostorskih aktih, predvsem tukaj govorimo o občinah, ne zavedajo ali pa nočejo zavedati, da nosijo ne samo obveze, ampak tudi ene velike možnosti pogojevanja zasebnih investitorjev. Minister za solidarno prihodnost glede tega napoveduje medresorski svet za stanovanjsko politiko. Ki bo ravno odpiral ta vprašanja, torej umeščanja v prostor, kvalitete bivanja in pa tudi sodelovanja z občinami.
Če gradnja novih sosesk ne bo dobro premišljena in bo usmerjena pretežno v kovanje velikih zaslužkov, dobičkov in špekulacij, potem bomo čez 10, 20 ali več let vsi živeli slabše, kar pa bo vplivalo na naše medosebne odnose, pa tudi na najširšo družbo, na naše kolektivno zdravje, ekonomijo in na ustroj našega bivanja.